To je Radio 1 podcast. Tako, vsak torek super sogovornice in sogovorniki v živo, potem lahko vse skupaj spremljate tudi na podcastih. Danes je z nami ena res prijetna gostja. Če vas zanima ozadje tega, s čimer se ubadamo dejansko celo življenje, ostanite z nami oziroma se pridružite King zabavi. Zdaj, o čem govori Gostinčič? Najprej, to, kar vprašamo čisto vse. Povej, kdo si in s čim se ukvarjaš. Jaz sem Lili Sorum in ukvarjam se z numerologijo. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gostinčičem. Jaz te bom dal zdaj v tej uri do 10 kar na en preizkus, ker jaz ne verjamem v nič, razen v to, kar vidim. Konec koncev smo si tudi štetje česarkoli ljudje izmislili, ker smo to rabili pač za naše življenje, za naše potrebe. Kako me boš prepričala, da ima to nek večji pomen, Lili? Najprej mene verjetno vidiš, ker nisem nevidna. Ja. Drugo, če smo se štetje izmislili, pa matematiko, pa kirurgijo, pa še kaj drugega, kar deluje, potem mogoče tudi je kaj na numerologiji. Ok, zaenkrat je to dovolj, da si me vsaj malo prepričala. Ja, dobro. Jaz sta v studiu. Ja. Lili, če bi morali svoje življenje opisati številko, katera bi bila ta številka in zakaj? Globoko vprašanje, moram reči. Odvisno od katerega dela mojega življenja. Bi pa rekla 12, tudi rojena sem na 12. Okay. Res gre moj life včasih iz une enke, ki je zelo gre z glavo skozi, včasih v tisto dvojka, ki je včasih tudi malo pasivna. Ok, in skupaj trojka, ki je pa tudi super številka. Ja, pa prinašaš srečo, vidiš? Ja, vidiš. To je bilo bistvo. Ok. Lili, kako si odkrila, da imajo številke moč oblikovati naše življenje? Po pravici povedano v osnovni šoli. Če sem tam petko prinesla, je bila mami ful bolj vesela, kakor nad ocenom od mojega brata, ko so bila malo drugačne. Ok, ja. Ne vem, če sta to mislila, ampak to je bilo recimo prvo neko tako srečanje, da nekaj na cifrah je. Dobro. Kaj pa tako, konkretno? Konkretna numerologija. Jaz sem tako rekla, sem zelo firpčena, zelo me zanimajo stvari. To pa ne pomeni, da vse verjamem. In moram reči, da moja izkušnja z numerologijo je bila taka, da ko sem začela brati stvari, je bilo najprej, to je ful res. To je ful res. Pa je ratelj preveč res. Pa rekel moj bivši, da nikoli v lifeu nisem bila tako tih, ker se mi je zdelo, da malo preveč mene zdi to zadane. Pa sem pa ratelj enostavno radovedna in sem začela njega računati, moja najboljša prijateljica računati. Ona dva kot človeka sta si bila ful različna, v številkah sta si bila ful podobna. Tako da v bistvu sem potem podobno, kot si ti rekel, prepričaj me, Ja. se je ta moja radovednost zbudila. Kje se to zdaj vidi? Zakaj je to v cifrah podobno in kje se to potem na drugačen način kaže? Tako da v bistvu pravzaprav čisto iz osebne izkušnje. In koliko let že to počneš? Tako, Jaz, ko sem zelo konkretno? mlada po duši, 20 plus. 20 plus. Torej pri 7 si že Sem začela. ja. Okay. Zdaj, kaj imajo števila tako posebnega, da si jim namenila življenje? Pravzaprav se ne vem, če bi rekla, da sem lih namenila jim življenje, mi pa zelo pomagajo svoje življenje usmerjati. V bistvu je to, numerologija je orodje, Ja. da lažje razumemo, se pravi, določeno obdobje sebe, svoje talente. Ni pa zdaj neka čarobna paličica, neka čarobna tabletka, s katero si pomagamo in spremenimo life tako čez noč. Torej, če te prav razumem, to ni poslanstvo, tega se naučiš. Tako je, kot matematike. Torej, to je zdaj preprosto, to si zdaj nekako razložila, odgovorila na vprašanje, ne? Kaj je za tistega, ki ne ve, kaj je numerologija, kaj točno je? To pravzaprav je veda. Je Se pravi, veda. ti se naučiš, kaj vsaka številka pomeni, kaj vsaka črka pomeni. Potem je pa tako, recimo, jaz imam zelo smisel za jezike, jaz se ne spomnim, da bi se mogla kaj zelo dudlati angleščine, so pa ljudje, ki jim mogoče to ne gre. In mogoče pač tudi numerologijo bi nekdo mogoče malo težje razume, kar pa ne pomeni, da se ne more naučiti. Tako da mene prav zanima, če bo na enega sogovornika to toliko potegnilo, da bo čez 5 let on mene kaj naučil. Mislim, da ne. Ste Gostinčič numerolog, to To mi je dobro dokazala, da Ja. nekaj na temo je, da zdaj sem šel pa jaz vse preučiti. Mislim, ne smem prevečkrat reči ne, ker Tako, zarečenega tako. kruha se največ poje. Ne? Pa še številke tvoje pozna. Ja. Lahko še kaj pove. Ja, tako. Kako obstajajo te knjige, kje si to črpala znanje, kje obstaja to znanje? Pravzaprav jaz pravim, da je numerologija bolj mene najdla kot jaz njo, ker dejansko sem šla v knjižnico po učbenike za strojne elemente, za mojega dragega, in se mi je zvrnila v naročje. Tako zelo debela angleška knjiga. In tam si pravzaprav vse začel. Kako postati numerolog? Numerolog za idiote. Ja. Tako kot Windows za idiote, ki so bile tiste knjige. Ja. Najprej začnite sovražiti matematiko, potem pridite Dobro. k nam, da popravimo okus. Zdaj, koliko moramo poznati dejansko številke, da lahko potem njihovo moč uporabljamo? A je to sploh moč ali je pač
čisto računanje. Čisto računanje. Mislim, zdaj tudi odvisno zakaj. Datum recimo je zelo hiter, lahko razumemo. Samo malo, da te tukaj prekinem. Ker to, da ima enka ali pa dvojka nek pomen, to se je moral nekdo spomniti. To, da imajo naša jedra pomen, je tudi nekdo pogruntal. Dobro, ampak... Ne, se razumem, ja. Je pač, vse vede, jaz mislim, da nekako so zapisane strani človeka. Itak da ja. No, koliko, če ostanemo, koliko moramo poznati številke, da... Zdaj, če gledamo datum in obdobja, tega se zelo hitro lahko naučimo. Tudi jaz moram reči, v teh 20 letih si tudi komunikacija z ljudmi, ki sledijo podobnim zadevam, kot je tudi astrologija, kot je tudi Džotiš in tarot, si komunikacija spremenila v smislu, jaz imam tam enko, jaz sem zdaj v enki, to neko osnovno znanje počasi osvajamo, tako ko vsi vemo, če si lev po horoskopu, če si oven po horoskopu itd. Ko govorimo pa o osebni analizi, tam je pa treba malo več kompleksnosti, je pa treba razumeti točno, kaj določena številka na določenem položaju pomeni in kombinatorika. To je bilo to, kar sem na začetku govorila. Zelo podobne številke, pa dva zelo različna osebka. Kakšne so pa prednosti uporabe numerologije v vsakdanjem življenju, recimo? Fajn je recimo, če vemo, kakšen dan imamo. Fajn je, če recimo vemo, da smo v obdobju, ki simbolizira zaključevanje, ker to pomeni, da ničesar ne bomo na silo dosegli. In podobno, če smo v obdobju novih začetkov, da pač iščemo novo, da ne pogrevamo župic, da ne ponavljamo 1000-krat te isto. Se pravi, da imamo neko razumevanje obdobja, v katerem smo, in da imamo razumevanje, zakaj se nam neke stvari ponavljajo. Zdaj tukaj tisti, ki so zelo ezoterični in jih zanima tudi duhovnost, imamo tudi karmične zapise, kar sicer ne glede na to, a mi verjamemo v reinkarnacijo ali ne, pomenijo, da v našem življenju so določene situacije, načini komuniciranja, odnosi, izzivi ponavljajo z nekim namenom in kako ven prideti. Tukaj jaz vidim dragocenost numerologije. Kaj zdaj s tem narediti? Ne samo, da jaz vem, rojena sem 12, to zdaj pomeni, da enka je to, dvojka je to, ampak kje so zdaj plusi, kje so minusi in spet pri orodju. Tako, in kako lahko te minuse spremenim v plus. Ampak... Ampak brez ampak pa ne gre. Ja, ne gre. Zdaj, če vemo, da smo v nekem obdobju zaključevanja, vemo, da je, koliko je stara mimo grede numerologija? Numerologijo nekako najdemo pri čisto vseh starih ljudstvih, ne glede na tudi pri Keltih, tudi pri Inkih, tudi v Egiptu, samo v različnih oblikah. Tako da nekaj tisočletij bova zdaj rekli. Naša država ima... naša država ima 33-34 let, ne? 35. A so vsi naši politiki v tem času bili v tem obdobju zaključevanja, pa jim ni še uspelo nič zaključiti do zdaj? Zdaj ne smemo enačiti države in politikov, bi rekla. To je trik vprašanje. Zelo dobro vprašanje je bilo. Pa imajo politike kakšno, ali pa ne vem, na splošno človek kakšno število, da bi bil dejansko uspešen, da bi nas povlekel ven na pot? Definitivno, to bi bila enkrat, ki simbolizira inovatorja, nekoga, ki išče napredek, ki bi bilo nujno dodati sedemko, ki je korektna in je v svoji integriteti, pa se pa zaprašati, kolikšno dejansko imamo potem lahko moč na določenih položajih, ali nas potem drugi, ki niso tako zelo korektni in inovativni, ali pa imajo drugačne motive, malo pa vozijo. Ampak kje se skriva ta enka ali sedemka? Je to kombinaciji rojstnega datuma ali kombinaciji imena in priimka? Kje iščemo mi to število? Oboje. Se pravi, vsako črko spremenimo v številko in potem po posebnih formulah izračunamo 5 osebnih numeroloških števil, kjer pa se bolj razkriva naše poslanstvo, naši talenti, naši izzivi, kakšen partner smo, kakšnega partnerja potrebujemo, zakaj se nam določene stvari v odnosih, sploh v partnerstvih ponavljajo, težek odnos starši, recimo težek odnos otroci, kako nas osebnost drugi dojemajo, zakaj nas narobe razumejo in tako naprej. To je preveč. Jaz upam, da se vidi na kameri, kako se potim. Zato ljudje potem spreminjajo imena. Ja. Na osnovi tega izračuna, pač ne vem, nekdo se je iz Tomaža spremenil Tomija. Recimo, tega je vse več. Jaz moram reči, 20 let nazaj Barbara Jerman recimo je bila prva taka bolj poznana v našem prostoru, ki je spremenila. Barbara, ne? Tako. To več ni taka, bom rekla, znanstvena. Pa Tomaž Globočnik, naš biatlonski, je šel Tomasa Globočnika tudi zaradi numerologije. Tako da jaz bi tukaj mogoče bolj izpostavila neharmonijo, ki se včasih pojavi ob poroki, ko dodamo možev priimek in porušimo. Še to. Porušimo. Ja, sej, še to. Še na to bo mogel misliti Bogi. Zdaj pa šele za Švico. Torej, ampak previdnost ni odveč. Jaz bom tako rekel, v teh 20 letih, kar pa sem opazila, so ženske oziroma dame, ki pridejo k meni ob ločitvi, poprašata nazaj na dekliški priimek ali z moževim ali kaj zdaj.
In se vedno izkaže neharmonija. In ko začnemo opisovati, to je vaš originalen izračun, to je pa izračun po poroki, mi večinoma vse dajo prav, da so se res v točno to osebo začele spreminjati in pravzaprav ne spremenimo se mi, ker to bi bilo zdaj super. Videl bi prišla k meni, jaz bi rekel, ta pa ta ime pa priimek, jutri bi bila bogata, slavna, pač karkoli si želita. Gre za to, da se okolica okrog nas spreminja glede na to, kaj mi oddajamo, da smo. Wow. Dobro. So te kdaj številke tako presenetile, da so ti spremenile tok življenja? Sigurno, ja. Ja, definitivno. Jaz sem svoje ime spremenila, ena izmed najboljših odločitev v mojem življenju. To sem hotel vprašati. Ja. Torej, ti imaš spremenjeno ime in priimek? Ime imam skrajšan, priimek imam spremenjen, ampak jaz še zdaj, ko rečem soro, meni je to tako fajn. Ampak spremenila sem pa v kombinacijo, ki je mnogo bolj mene opisala kot mogoče originalna. Aha, noro. Kaj pa, ko kakšne izračune delaš, pa si videla kakšno stvar, ki se bo zgodila v prihodnosti ali pa kakorkoli na svetu, je bil kakšno takšno presenečenje? 2019. Za 2019 sem rekla, da bo najbolj karmično leto, da nič ne bo več sveto, niti življenje, da pa zelo se bo ta pohlep pokazal. Pa moram reči, da sem bila presenečena, da kot človeštvo smo še vedno na stopni tega, da se je amazonski pragost požigal za to, da se je potem gor organizirala govedoreja. Tok, samodestruktivni si nisem mislila, da bomo, kljub temu, da sem vedela, v kakšno obdobje gremo. Wow, zelo samozavestna si ti, deluješ tako, Lili Sorum. Ja, mislim, zdaj to pa je bil lep kompliment, hvala. Ja. Zdaj je za Američane Trump spremenil Mehiški zaliv v Ameriški zaliv. Pravi, da se tako lep še sliši, mogoče boljše numerološko. Njemu sigurno ne. Jaz ogromno ljudi poznam in poznam, bom rekel, resnično zgodbo imigracij iz Mehike v Ameriko in tega, kako zelo so se zakoni spreminjali, do tega, da zdaj, ko hoče ukiniti državljanstvo z rojstvom, a vidva veste, koliko Indijancev je tam rojenih, ki nimajo potem državljanstva, ker se ker se rezervati tretirajo po ustavi drugače. To pa je potem širši problem, o katerem se ne govori dosti, ne? Ja. Pri nas ne, tam ja. Mislim, jaz imam zelo pogost stik z Indijanci in situacijo tam, zato mogoče tudi to malo drugače gledam, pa mi ni tako smešen. Dobro, zdaj ampak smo res zavili v politiko čiste. Ja, z drugačno perjanico smo se opremili. Ja, tako. Zdaj, kaj bi rekli na kratko, potem se vrnemo nazaj, kaj bi rekli v letu 2025 glede na numerologijo? Leto prebojev, nemirno leto, zelo nestanovitno leto. Sploh na političnih prizoriščih, jaz mislim, da nas kar nekaj presenečenj čaka. Edino, kar meni resnično skrbi, je podnebje. Zelo veliko bo nihanj, potresi, poplave, take neluštne stvari. Mene kot nevernega Tomaža me nisi zdaj prepričala, ker bi to povedal tudi jaz. A ja, misliš zaradi Los Angelesa pa Floride? Ja, in zaradi tega, kar vemo, da se dogaja z našim podnebjem, tako da bomo še nekaj popravljenih izpitov naredili. Lili, kakšna je moč števil osebnega števila v življenju? Tako, kako nas določa številka? Sem videla, si razmislil, ker je vprašanje, kaj bi jaz nazaj rekla. Če bi tam se ustavil, bi rekla, je na TRR-ju kar velika. Kaj dobro. Ja. Ja, v bistvu jaz mislim, da nimajo moč nad nami, lahko nam pa pomagajo razumeti nas same. Tako kot recimo tudi kaj drugega. Jaz včasih zelo ekstremno to primerjam z, laboratorijskim izvidom. Mi lahko vidimo, imamo preveč magnezija, imamo premalo železa, pa nekaj naredimo, ali pa ne. Okay. Da dejansko pomaga nam razumeti. Samo, če se vrnem na TRR, ima večjo moč kot število, ima predznak minus. Absolutno. Ena pomembna stvar. Položaj, ja. Glede na to, da vedno računamo neke dneve, datume ali pa preračunamo imena, priimke, kaj pa ulica, hišna številka? A imaš primer, da se je kdo preselil, pa je potem začel z boljšim lifeom? Imam primer ljudi, ki resno razmislijo, ali bojo posel registrirali tam, kjer numerološko ni v redu. Mislim, veliko, ne samo en. Na določenem naslovu. Tako, sploh ko govorimo recimo o registraciji SP-ja, ko imamo dokaj proste roke, ki ga lahko registriramo, je to zelo uporaben podatek. Ti si multipraktik. Ti imaš znanje za vse, za life. Ja. Numerologija je, to je mogoče prednost numerologije, z vsem spoštovanjem do astrologije, ki je tudi zelo modra in stara veda, ampak pri numerologiji lahko vsako črko spremenimo v številko, se pravi, ni mej.
trgovska znamka, naslov, naziv. Ampak čakaj, mi imamo svojo besedo, nekdo ima vmes ukleščene še dodatne črke. Kako pa s tem, kaj tam so polovičke, kako to računaš? Ne, vsaka črka ima svojo vrednost, ne glede na to, zdaj mi rečemo C, Č, X, Y, W in tako naprej, vsaka ima svojo vrednost. Jih nimamo 25 ali 26, ampak recimo enka je 1, pa enka je tudi, ne vem, J. Aha, ok, ne štekam nič. Astrologija in numerologija sta povezani? To je vse ločeno. Nima horoskop veze s tem? Ne. Nobene? Ne. Dobro, kaj pa če številke povejo nekaj, česar nočemo slišati? Kaj potem? Kako naprej? Ja, to pa je potem odvisno od posameznika, a želi vase pogledati, pa mogoče kaj raziskati ali ne. Si imamo vedno možnost delati na sebi ali ne. Lahko imamo ful močno fizično telo, pa če bomo kvihtali, se bojo naše mišice ukrepile, če bomo doma sedeli, pa čip sedeli, pa ne. Več vedno ti da primer, da razumeš situacijo. Ja. Hvala lepa, Lili. Kako pa lahko mi, oziroma naše poslušalke in poslušalci izračunajo svoje osebno število? Se to da ali moramo poklicati tebe? Ne, seveda se da. Tudi na moji spletni strani so izračuni vseh 5 osebnih števil. Tisto, ki nam je najbolj tako domače, trenutno število življenjske poti, ki je preprosto seštevek našega rojstnega datuma. Torej, lili-sorum.com. Kaj pa, če naredimo en preizkus na meni pa na klepaču? Ja, eden ima seštevek 9, eden ima seštevek 6, tako da skupaj sta 69, ne vem, če je to smer, v kateri smo hoteli iti, ampak definitivno sta pa kompatibilna. Res, da so kompatibilna. Res, da so skupaj. Ja, že ne toliko. 17 let delava skupaj. Ja. Izjemno kompatibilni energiji sta. Ja, okay. 9 je tista, ki je zelo globalno gleda stvari, zelo na široko gleda stvari, oba dva sta pa zelo čustvena v smislu sočutja. Kdo je 9? Ti si 9. Ja. Res? Ja. Gostinčič 9. Ti si pa 6. Ja. Ja, ki si se bolj zgodaj rodil? 69, jaz sem prvi. 69. Ja. Nismo 96. Dobro, kaj pa tako na kratko za enega in za drugega? Na kratko za enega in za drugega. Se pravi, če začneva pri tebi, Ja, letos greš v Gostinčič. Svetnico, kar pomeni, da ta tvoja radovednost in to, da si zelo natančen v tem, kako postavljaš vprašanje in raziskuješ življenje, bo še malo bolj v ospredju. To si zdaj rekla ali to si že preden si prišla sem pogruntala? Ne, to sem že prej pogruntala. Okej, ja. Ker v tvojih številih sicer tega pikolovska, v dobrem pomenu besede, ni toliko razviden. A ne, da bi zdaj človek rekel, to je pa zdaj bistvo mojega lajfa, bom zdaj tukaj iskal igla v senu. Okay. Ti greš pa v 4, je pa zelo umirjeno leto, bolj strukturirano, manj čustveno razburljivo, kot je bilo lansko leto. Pa ta šestica je tista, ki prinaša veliko izzivov na področju ljubezni do sebe. Se pravi, kako postaviti mejo tistim, ki jih imaš ti najraje. Kar ni vedno lahko, kar pomeni tudi včasih postaviti mejo sebi. Ja. Torej, če te prav razumem, če sva mi da zdaj zadovoljna s tem, kar si povedala, ne rabiva spreminjati svojih imen in priimkov? Nikoli ne rabimo spreminjati imena in priimka. Mi se vedno rodimo s pravo kombinacijo. In tudi tukaj bom dala primer, seveda. K meni veliko krat pridejo tik pred rojstvom. In recimo nas zanima en priimek, oba dva priimka, recimo, da imamo 2-3 imena recimo zbrana. Ne? Ko jaz to pretvorim v številke, v izračune, so si ponovadi ti izračuni zelo med seboj podobni, kar pomeni, če zdaj zelo ezoterično povem, duša, ki je na oblakču, recimo tako, ne? Kot v risanki in šele prihaja na zemljo, zelo dobro ve, kako izkušnjo želi. In pol je dost, ne bom zdaj rekla, da je vseeno, a se ta duša imenuje isto, kar se imenuje Tomaž, ampak načeloma so ti izračuni si vedno med seboj zelo podobni. Tako da v bistvu se ne moramo roditi z napačnim imenom. Torej, a imajo številke mogoče vpliv na kolektivno energijo, ali lahko določimo, kam bo zaplavala družba, kakšen bo nek tok dogodkov in katere številke vzameš v obzir v tem primeru, ko je treba na neko maso pogledati? Recimo, ta klasičen primer je letnica. Letos mi kot človeštvo zaključujemo 9-letni cikl. Zato se pričakuje spremembe. Idealno bi bilo, da bi bile to spremembe, ki so za človeštvo dobre, se pravi, da smo neke stvari prerasli, se pravi, lahko pričakujemo razpad starih sistemov, ki so zelo opresivni, nekih prepričanj, nekih zadev, ki mogoče danes ni več njihovo mesto tukaj in zdaj pravilno ali pa optimalno mogoče bi bila boljša izbira besede. Tako da običajno takrat gledamo pa potem obdobja življenja. Ok, in pa določeno letnico, ki smo spet ljudje določili, ne? Ja. Ki smo začeli šteti pač takrat. Vse smo se do ljudje določili. Ja, ok. Torej, naslednje leto bo leto začetkov.
Tako je. Letos Bi šlo, smo jaz kot sem že poln zanimivost. monolog skoraj. Letos smo 225 v letu pod vplivom števila 9. Okay. recimo. A lahko to, kar izračunamo, določi naše življenje? A si ga v bistvu določimo sami? Sami, absolutno sami. Ja. Absolutno imamo mi svobodno voljo in izbiramo, kaj Torej, odvisno od počnemo. naše svobodne volje. Tako. Lahko imaš ti, kot si rekla, dobre številke in Ne boš nič naredil iz tega. V lifeu, ne? Si poznamo ljudi, ki imajo ful potencijala, ki so ful talentirani, ki so ful brihtni, pa pač imajo lastno voljo in jih osrečuje mogoče nekaj čist drugega kot to, kar mi menimo, da bi mogli oni delati. In obratno, imamo ljudi, ki mogoče imajo štartno pozicijo zelo težko, pa dosežejo veliko. Gremo malo še na SMS-e naših poslušalk in poslušalcev. Torej, vedno, ko imamo goste, ste seveda, pa tudi čez dan, kadarkoli na Radio 1, dobrodošli s svojimi SMS-i na 051 300 300. Zdravo, prosim, če lahko Lili odgovori na naslednje vprašanje. Ali je smiselno v februarju kupiti nov avto? Datum rojstva 6.7.84, tako piše Andreja. Jaz bi Andrej priporočala, da izkoristi zadnje dneve januarja, ker je to za njo mesec 5, ki dejansko simbolizira promet, šport, dinamiko, se pravi spontano energijo, oziroma potem prvo polovico februarja, če ji ne bo uspelo januarja. Torej, Pojmo na hitro, Andreja pohiti. ja, 20 dni časa imaš še. Ja, Andreja, 20 dni Takoj, ko cajta. se konča tale oddaja, pojdi po avto. Dušan, lep pozdrav, bom našel punco pred 40 letom in zamenil službo, kjer dobim zgolj minimalca. Rojstni datum 13. marec, torej 13.3.85. Zdaj, ko bom rekel, numerologija ni prorokovanje. Jaz nažalost nimam une kristalne krogle. Bi mi prav prišla v življenju? Ja, bi, marsikomu, ja. bilo bi praktično. Tako da jaz ne morem vedeti, da bo najdu punco ali ne bo najdu punco. Lahko pa povem, da število 13 zelo močno vpliva na njegovo dojemanje svoje lastne dragocenosti. Ne maram besede vrednosti, zato ker gre lahko v minus. Se pravi, tako kot on sebe ceni in tako kot on sebe pozicionira tudi v komunikaciji z drugimi ljudmi, tudi zelo močno odloča in določa, kakšni so potem rezultati. Na hitro, če povemo, Milan, boš dobil punco. Dušan, Prej je slej, Dušan, prej je slej boš dobil punco, ja, Pa ja. mogoče Mi verjamemo vanga. Torej, treba delati nekaj na sebi. Ja, lastna Okay. vrednost. Brez podpisa, brez datuma, ali bo padla Golobova vlada predčasno? Bom rekel, sem brez podatkov. Preračunavamo. Tako. Ja. Okay, in še en zanimiv SMS, lahko tudi ne odgovoriš. Lilije Bogokletna, Oslarija govori, numerologija je po krščanskem nauku ena dostopnih mest za satana, tudi joga, bioenergija, vedeževanje enako. Absolutno, numerologija, ne da se strinjam s tem, kar je napisan, ampak numerologija sega v davne čase, ko smo verjeli tudi v več božanstv in tako naprej, se pravi v predkrščansko obdobje, seveda je bila kot taka v obdobju krščanstva označena kot negativna. Kot tudi marsikaj drugega, kar mogoče dan danes, tudi kontracepcija ni več tako zelo prekleta vse povsod, kot je bila še nekaj stoletij nazaj. Lili, kaj pa, če si recimo numerologinja, se začneš s tem ukvarjati tako na neki spoznavni ravni in vidiš, da se sicer dobro razumeš v službi, ampak da ima vse napačne številke tvoj sodelavec ali pa sodelavka. Kaj narediš v tem primeru? Ali pa šef? Ali zamenjaš službo, ali jih probaš prepričati drugače, ali se ukalupiš v sistem? Kako je s tem? Si imela kakšen tašen? Jaz mislim, da vsi verjetno Primer. v službi kdaj koga srečamo, kar nam ni najbolj simpatičen, ali pa mogoče da rečemo kompatibilen. Dajmo bucko zapičiti na šefa. No, dajmo. Vsak je pol šef kriv, kaj? Je šef kriv vsega, Ne, ne? ampak tako bom rekel, nimamo napačnih številk, nam pa lahko zelo pomaga tudi recimo pri primeru šefa, ki je mogoče zelo konflikten, ki je mogoče zelo drugačen v načinu komuniciranja, kot je nam razumevati njegove mehanizme, pa razumevati mogoče tudi, kako se mi lahko drugače potem menimo s tako osebo, kar velja za vse odnose v končni fazi. Ali je to zdaj soseda, ki je mogoče malo preveč radovedna, pa več ve o našem lifeu, kot mi, ali je to tašča, ali je to mogoče partner, prijateljica, vsi ljudje različno komuniciramo med sabo in numerologija včasih lahko tako kot Google Translate. In bi lahko s pomočjo številk videli mogoče tudi kakšne težave ima šef, ki jih potem znaša na sodelavce. Jaz bi temu malo lepše rekel, neke frustracije pa stiske, ki jih ne zna shendlati, ampak ja, definitivno. lepo. Kako Ja. boš ti zaštudiral številke, te že vidim. Ne bom. Veš, kaj pa mene še zanima, preden ko zaključimo? Koliko ti je numerologija v osebnem življenju oteži življenje? Ne.
Ti je negativno. Frendice, prijatelji, ko se greš kamor družiti, ti tiščijo na stop, dej, začune, pa dej to. Tukaj pa imaš verjetno težave. Včasih je bilo tako, včasih sploh recimo... Pol druženja si ti računala. Ostali nabiti, pijani, pa ja. 8x8 številke. Ki kalkulator rabim. Preveč prstov vidim, kaj se je dvojno. Ne, moram reči, da neke stvari sem mogla sama pri sebi razčistiti, ko so bili podobni primeri. Jaz nič v to ne verjamem, ampak da mi izračuni. Do neke točke, da je bilo pol, ok, sem to 10 let študirala, 20 let plus se s tem ukvarjam, pa mi na misel ne pride, da bi rekla, da vse vem, sem radovedna, sem odprta, se izpopolnjujem. Nisem pa tukaj zato, da mu nekoga prepričala, da nekaj na temo je ali ni. Imam sama celo raje, da je nekdo skeptičen, pa da mogoče z neko mero dvoma tudi pristopi, a ne? Ni pa več tega, tako kot je bilo včasih, to mi poglej, mi poglej in tako naprej. Aha, te že bolj spoštujejo zdaj. Ja. Ali pa že vse vejo, ne vem. Mi pa kot muzičarja... Ker velika večina mojih frendic itak že ima svoje analize in tako naprej. To si že rešila. Mi moramo vedno kaj špilati in pet, kamorkoli prideva. Dobro, Lili, hvala lepa. Kje te najdemo? Vse povsod. Spletna stran, Instagram, Facebook. Za TikTok sem prestara. lili-sorum.com Tako, lili-sorum.com in potem smo rekli Instagram, Facebook, TikTok, ja, pa ne, TikTok, zdaj, ko boš mlajša. Tako, ja, zdaj, ko se bom začela mlajšati, ja. Točno tako. Hvala lepa za družbo, za vse odgovore in za čas. Tudi vama, zelo mi je bilo prijetno. A ja, pa, ker novega leta, bolj novega kot je letošnje, še ni srečno in zdravo v novem letu. Saj je jutri Kitajsko. Ja, tako da, Happy New Year. Tako. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem.